Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Nocoj bomo spregovorili o bolezni, ki prizadene ne samo naše okostje, temveč tudi naše mišice in tkiva. Govorili bomo o revmatični bolezni, ki je zelo razširjena pri nas kot v svetu. Nocoj bomo gostili tudi zanimive sogovornike, od katerih bomo slišali, kaj sploh revma je in kako se z njo spopadajo. Naša prva gostja v studiu je primarij Mojca Kos-Golja, doktorica medicine, specialistka interne medicine in revmatologinja. Dober večer in lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Revmatična bolezen je zelo razširjena bolezen. V Sloveniji ima revmo okoli 40.000 do 60.000 prebivalcev. Pogosteje zbolevajo ženske. Kaj je revmatična bolezen pravzaprav? No, revmatična bolezen ni samo ena, revmatičnih bolezni je veliko, tako da govorimo naprimer o približno 100 boleznih, ki jih uvrščamo med revmatične bolezni, in to, kar ste rekli, da je od 40 do 60 tisoč ljudi obolelih za revmatičnimi boleznimi, to predvsem velja za vnetne revmatične bolezni. Se bom potem razložila, katere skupine poznamo. Če pa gledamo še v širšem smislu, je pa teh bolnikov celo več. Skratka, kaj je pod tem terminusom revmatična bolezen ali pa revma, si ljudje razlagajo zelo različno. Predvsem je pa treba vedeti, da vse, kar boli, ni že revma. Mi govorimo takrat recimo o revmatičnih težavah, ki so lahko kratkotrajne, ki so prehodne, ki recimo ne trajajo ne vem kako zelo dolgo in so na primer povezane s telesno nedejavnostjo, z neprimernimi položaji pri delu, z kakšnimi manjšimi poškodbami, recimo včasih pri kakšnih okužbah, kot je na primer gripa, se tudi pojavljajo sklepne težave, pa to še ni revma. Skratka, tako da je na eni strani to, na drugi strani pa poznamo te prave revmatične bolezni, ki pa jih delimo tako na grobo bolj v 5 velikih skupin. In sicer, na primer, prva skupina so že omenjene vnetne revmatične bolezni, kamor sodi najpomembnejši predstavnik je revmatoidni artritis, to je vnetna revmatična bolezen sklepov, potem je tudi vnetna bolezen hrbtenice, ki jo imenujemo ankilozirajoči spondilitis. Potem so pa še recimo otroški revmatizem, pa tudi še nekatere vnetne revmatske bolezni, ki so povezane recimo z luskavico, z vnetnim črevesnim obolenjem in tako naprej. Potem je druga velika skupina so degenerativne revmatske bolezni, to je recimo osteoartroza in pa spondiloartroza. Osteoartroza velja za sklepe, spondiloartroza za hrbtenico. To je pa tudi zelo velika skupina. Saj vemo, da recimo starostniki tam od 65 let naprej obolevajo za to boleznijo, kar skoraj polovica teh. Pri starostnikih nad 80 let je pa ta prizadetost, predvsem velikih sklepov in hrbtenice, pa lahko celo 80-odstotna. Potem je še tretja skupina, ki jo imenujemo metabolni revmatizem ali s kristali povzročeno sklepno vnetje. Pri tem je pa najbolj znana predstavnica putika oziroma urični artritis ali protin. Potem je pa še četrta skupina, ki jo imenujemo zunajsklepni revmatizem. To so pa recimo prizadetosti raznih zunajsklepnih struktur oziroma teh obsklepnih, kot so kite, sluzne vrečke in tako naprej. Recimo predstavnik tega je teniški komolec, pa tudi ena skupina bolezni, ki jo imenujemo sindrom fibromialgije. No, potem je pa še zadnja skupina, ki je pa tudi precej velika, so pa tako imenovane sistemske vezivno-tkivne bolezni, kjer je pa poleg tega, da so prizadeti sklepi, mišice in to, kar ste prej rekli, da so lahko prizadeti tudi notranji organi, potem čutila. Praktično lahko rečemo, da je pri teh boleznih prizadeto celo telo. Tako da to so te, bi rekla, glavne skupine, in to so potem prave revmatične bolezni, ki jih revmatologi seveda obravnavamo in diagnosticiramo in zdravimo. In kaj je skupni imenovalec tem vsem revmatskim obolenjem? No, skupni imenovalec je predvsem bolečina,
ki javlja, da je nekaj, da se v telesu nekaj dogaja, da je nekaj narobe. To dejansko je bolečina. Potem je seveda pri zelo veliko boleznih je sklepno vnetje, potem recimo mišično vnetje, kaj se je vnetje na hrbtenici, potem pa, kot rečeno, tudi lahko prizadetost oči, recimo sluznic, kože in pa notranjih organov, to je pa potem tisto, kar rečemo, da gre pa za sistemsko prizadetost. In kaj je potem takem vzrok za nastanek katerekoli revmatične bolezni? Nažalost, vzroka, da še ne poznamo, zelo dobro poznamo, kaj se pri posamezni bolezni dogaja, kakšni so ti, bi rekla, ponavadi gre za imunske ali pa avtoimunske procese, medtem ko pravega vzroka oziroma povzročitelja teh bolezni pa še ne poznamo. Ker če bi ga poznali, bi potem lahko vzročno zdravili, tako pa v bistvu ni tako. Zelo sumijo, da so povzročitelji virusne okužbe ali pa kakšne druge okužbe. Včasih tudi stres sproži bolezen. Potem je zelo pomembna tudi, bi rekla, dedno nagnjenje, ne da bi se direktno podedovala določena bolezen, ampak podeduje se neko nagnjenje k določeni bolezni, ki lahko potem tudi vpliva na to, da pride do določene revmatske bolezni. Pravega vzroka pa žal še ne poznamo. Rekli smo, da pogosteje zbolevajo ženske. Ja. Ali imamo podatek, zakaj je temu tako? Verjetno je, mislim, to je zelo dobro vprašanje, verjetno so, bi rekla, vpleteni tudi ženski hormoni, pa morda še kakšne druge posebnosti, ki jih imamo ženske, predvsem to. Res pa je, da nekatere bolezni so pa pogostejše pri moških, to je recimo putika je pogostejša pri moških, potem ankilozirajoči spondilitis tudi, to je pa praktično skoraj vse. Sicer smo pa ženske pri teh boleznih na slabšem, da pogosteje zbolevamo, ja. No, in vsakdo izmed nas je že kdaj začutil kakšno bolečino v sklepih ali pa mišicah, pa vendar zaradi tega ne moremo reči, da imamo revmo. Kateri so tisti znaki oziroma simptomi, da človek, posameznik lahko sam posumi, da pa ima revmo? Tako. To je predvsem recimo, kadar gre za vnetno sklepno bolezen, je treba vedeti, da pravo vnetje sklepa poteka seveda na določen način. Začne se z bolečino, potem se pojavi oteklina, potem se lahko pojavi tudi pordela ali pa nekoliko toplejša koža nad sklepom, potem recimo zaradi tega, ker boli in ker je oteklo, lahko pride do slabše gibljivosti. In če se taka bolezen ne zdravi, oziroma take težave ne zdravijo, potem lahko pride tudi do slabše funkcije, to se pravi do omejene gibljivosti, lahko pride tudi do deformacij, to se pravi razoblikovanja teh sklepov, ne, zlasti če gre za male sklepe na rokah. Skratka, to so znaki, ki so recimo značilni za sklepno vnetje in ki se pojavljajo seveda pri tistih boleznih, kjer je sklepno vnetje v ospredju. Potem je pa na primer pri drugih boleznih, kjer gre pa za tako imenovano sistemsko prizadetost, je pa lahko istočasno tudi zelo slabo počutje, kakšne nekoliko zvišana telesna temperatura, potem recimo kakšni kožni pojavi, potem seveda lahko tudi hujšanje, slab apetit. Skratka, potem pa tudi seveda, bi rekla, težave s strani notranjih organov, kot je recimo, če so prizadeta pljuča, oteženo dihanje, suh kašelj, pri recimo prizadetosti srca lahko pride tudi do težav v prsnem košu ali pa prav tako tudi do zmanjšane telesne zmogljivosti. Skratka, en kup takih stvari je, oziroma teh simptomov je, na osnovi katerih lahko posumimo, da gre morda za neko revmatično bolezen. Kdaj pa potem takem k zdravniku, svojem izbranem zdravniku? No, to že nekaj tega, kar sem povedala, je alarm, da je treba pač oditi na pregled oziroma se posvetovati s svojim zdravnikom, ki potem odloči še, kakšne preiskave bodo potrebne. To je predvsem, kot rečeno, če se pojavlja bolečina, če se pojavlja oteklina sklepa, topel sklep, slabše gibljiv, potem recimo pri mlajših moških je zelo sumljiva dolgotrajna bolečina v križu, ki recimo takega mladega moškega zbuja iz spanja,
ki ga zaradi česar mora ostati in se razgiblje. To se pravi, da je recimo v mirovanju slabše kot pri gibanju. In če ta bolečina traja recimo kar nekaj časa, ne vem, tedne, mesece, potem je to že alarm, da je potreben pregled pri zdravniku in potem nadaljne preiskave. Predvsem te zadeve, seveda pa tudi to, kar sem rekla, recimo nekoliko zvišana telesna temperatura, izrazito slabo počutje, povečano znojenje, slab apetit, hujšanje in tako naprej. To so lahko tudi vse znaki, ki lahko napovedujejo neko revmatsko bolezen, lahko pa seveda tudi katero drugo. Pa drži, da je debelost pomemben dejavnik tveganja za bolečine v sklepih in pa hrbtenici? No, to seveda drži, je pa nekaj pomembno vedeti, da je recimo debelost predvsem dejavnik tveganja za nastanek obrabe sklepa. Obraba sklepa je pa drugo ime za degenerativni revmatizem oziroma za osteoartrozo. Ne? In vemo, da je pri osteoartrozi, zlasti, ki prizadene predvsem velike sklepe, to so kolki, kolena, pa lahko tudi pa seveda tudi hrbtenico, da je, kot rečeno, debelost eden od dejavnikov tveganja. So pa še nekateri drugi, ne, recimo, mislim, kot telesna nedejavnost, potem lahko tudi dedna nagnjenost, potem, kaj s tem, lahko tudi poklic, pa lahko tudi recimo tisti, ki naprimer pri svojem delu klečijo, je znano, da pride potem do sprememb na kolenskih sklepih pogosteje, ne. Potem tisti, ki imajo recimo težko delo, kjer prihaja recimo tudi do kakšnih manjših poškodb, ali pa recimo vrhunski športniki, ne, je znano, da je zaradi teh majhnih poškodb lahko potem tudi so ti sklepi prizadeti v smislu obrabe sklepa, ne. Tako da to je dejansko dejstvo, to, kar ste vprašali. Ja. Vsakokrat, ko izgovorimo revma, pomislimo večinoma na starejše ljudi. Pa vendar za revmo oziroma revmatičnim obolenjem lahko zbolijo tudi mlajši, kaj ne? Točno tako. In sicer lahko zbolijo že od dojenčka, otroka, mladostnika, srednjih let in pa seveda starejšega. Tako da revma pravzaprav ne pozna starostne omejitve, ampak lahko, kot rečeno, prizadene ljudi vseh starosti, na žalost tudi res otroke, od najrajnejših let naprej. Tako da je seveda otroški revmatizem je lahko velik problem. Imamo zelo dobre pediatre, ki se s tem ukvarjajo, in recimo lahko rečemo, da so vse te bolezni, ki lahko prizadenejo starejše, lahko prizadenejo tudi mlajše. Morda so poteki bolezni ali pa značilnosti nekoliko drugačne kot pri starejših, ampak večinoma pa kar oponašajo tiste simptome kot pri starejših. In pa seveda zdravljenje je tudi zelo podobno. In ravno tako velja, no se to bova morda še kasneje prišli do tega, da recimo zgodna diagnoza in zgodne zdravljenje je pri enih in pri drugih izjemno pomembno. Ta revmatična bolezen, ki se začne v otroštvu, lahko negativno vpliva na razvoj otrokove osebnosti? No, prav gotovo, ne. Prav gotovo, zato je tudi, mislim, pediatri izjemno, bi rekla, so pozorni na to, da izobražujejo tudi starše, da imajo starši oziroma celotna družina, ki ima takega obolelega otroka, da ima na voljo psihološko pomoč, tako da imajo, mislim, to polno podporo. In je recimo zelo pomembno je tudi, kar zdaj zadnja leta prakticirajo, zdravljenje v naravnih zdraviliščih, predvsem v Dolenjskih Toplicah se temu posvečajo in so tam zraven tudi starši, otroci oboleli, potem tudi seveda psihologi, potem njihovi terapevti, medicinska sestra, fizioterapevt, zdravnik. Skratka, tako da je velik poudarek temu, ne. Poudarja se pa tudi seveda, da je recimo skušati tega otroka, ki je bolan, obravnavati kot normalnega, ne. Da ga ne še bolj spodbujamo pri teh njegovih težavah, po drugi strani pa seveda, da mu nudimo tudi vso pomoč, ne. Tak otrok se mora tudi normalno šolati, mislim, normalno pač te stvari vse, ker zelo opozarjajo tudi psihologi, ne, da se včasih dogaja, da če so starši preveč popustljivi in če preveč, bi rekla, nekako zavijajo v vato takega otroka, da to tudi ni dobro, ne.
da je neko pravo mero je treba najti, prav gotovo. Ja. Pa je revmatizem pri otroku ozdravljiv, če se začne pravočasno zdraviti? Tako bom rekla, nobena revmatična bolezen od teh, o katerih sva govorili, ni ozdravljiva. Ampak te bolezni so danes pri zgodnji diagnozi, zgodnem zdravljenju lahko, bi rekla, zdravljive. To se pravi, da se s tem zdravljenjem, ki ima cilj, bi rekla, da se popolnoma prenehajo vsi simptomi in znaki, da se tudi normalizirajo laboratorijski testi, da preprečimo morebitne posledice teh bolezni, da je to potem lahko bolezen taka, da izgleda, da jo sploh ni več. Je pa seveda, mislim, ni pa v tistem pravem pomenu ozdravljiva, kajti če bi to zdravljenje v tem momentu recimo opustili, potem se ta bolezen lahko vrne. Včasih celo z hujšimi simptomi in bolj aktivna, ne. Tako da je to izjemno pomembno, da se vsem tem bolnikom, bodisi da gre za otroke, bodisi da gre za odrasle, da je pač treba zdravila jemati, da jih je treba redno jemati, da se jih eventualno opušča ali pa zmanjšuje odmerke, potem ko se to vse umiri. Ne sme se pa popolnoma opustiti, ker obstaja velika nevarnost, da se bo bolezen ponovila. So pa zdravljive, ne? To pa je pomembno, ker danes je recimo bistveno manj pri odraslih, naprimer, bolniških odsotnosti zaradi tega, bistveno manj operativnih posegov zaradi tega, ker danes tako uspešno zdravimo. Skratka, bistveno manj invalidnosti, bistveno manj deformacij sklepov, ne, in posledic teh bolezni. Tako da to je nedvomno, bi rekla, taka optimistična napoved oziroma novica pri teh stvareh. Ja. In kako revmatologi, specialisti revmatologi, dokazujete, da gre za revmatično obolenje? No, tako je, seveda je pri prvem stiku z bolnikom najpomembnejše, da pač nam bolnik čim bolj natančno pove, kako se je bolezen začela, kakšni so znaki, kako je potem seveda je treba tudi vprašati, če je eventualno kdo od sorodnikov že imel kaj podobnega ali pa kakšno drugo bolezen, to je pomembno. Potem je seveda, vse te zadeve, ali pa če so že jemali kakšna zdravila, kakšen je poklic in tako naprej, vse to lahko vpliva na začetek in na potek bolezni. Potem je pa seveda izjemno pomembno, da se natančno pregleda takega bolnika, da se pogleda, od sklepov, kože, sluznic, notranjih organov in tako naprej, da se potem tudi pregleda gibljivost teh sklepov hrbtenice. Skratka, natančen klinični pregled je potreben. Potem se pa na osnovi tega odloči zdravnik, kakšne preiskave bodo naredili, ne. Če gre na primer za obrabo sklepa, artrozo, naprimer, če je problem v kolenu, potem so lahko preiskave zelo enostavne, ne. Je to klinični pregled, je potem to recimo rentgensko slikanje ali pa pregled z ultrazvokom, ultrazvočna preiskava, ki pač odkrije tudi spremembe v notranjih delih sklepa in smo lahko že s tem, prišli do diagnoze in potem pač odredimo ustrezno zdravljenje. Če pa so če pa gre za neko vnetno revmatsko bolezen, kjer je stvar bolj zapletena, potem so pa potrebni določeni laboratorijski testi, ki pokažejo recimo na aktivnost vnetnega procesa. Potem imamo tudi možnost določati nekatera protitelesa, ki se pri teh boleznih tvorijo, to jih tudi z laboratorijskimi preiskavami dokazujemo. Potem seveda so potrebne določene rentgenske preiskave oziroma slikovne preiskave, kot so rentgensko slikanje, potem tudi recimo z kompjutorsko tomografijo, predvsem pa z magnetno-rezonančnim slikanjem, ne. Potem pa recimo, če pa hočemo ugotoviti, kako aktivno je vnetje, je pa tudi že ultrazvočna preiskava posameznega sklepa, bi rekla, kar zadostna, ne, tako da se lahko dokaže vse te spremembe.
Včasih je potrebno pri nekaterih boleznih, recimo, če so kakšne kožne spremembe, odvzeti košček kože ali pa košček tkiva, da se potem pošlje na histološki pregled, da se vidi, kako je. Včasih je potrebno recimo vzeti košček sluznice, recimo ustne. Potem je pri sumu na prizadetosti ledvice treba narediti tako imenovano ledvično biopsijo, ko se z iglo odvzame košček ledvičnega tkiva ali pa kakšnega drugega organa. Skratka, potem so seveda tudi preiskave recimo prebavil, preiskave pljučne funkcije, preiskave, jasno, da tudi srca, kot je elektrokardiogram, pa tudi še nekatere druge. Tako da je zelo različno. Včasih, kot sem že rekla, so preiskave lahko zelo enostavne, drugič pa zelo zapletene in komplicirane in zelo zajemajo veliko stvari, ne. Ampak smo danes sposobni pri nas praktično diagnosticirati katerokoli bolezen in to celo zelo hitro. Tako da mislim, da je naša revmatologija res na nivoju, da smo zmožni to delati. Pa so te zakomplicirane diagnostični postopki tudi boleči? Ni nujno, ne, niso vsi boleči. Recimo ena takih preiskav, ki je, bi rekla, zelo za bolnika ne boleča, je na primer ravno ultrazvočna preiskava sklepa. Potem recimo dobre laboratorijske preiskave, ko vzamemo kri, to tudi ni tako zelo hudo za bolnika. Morda so nekatere druge, kjer pač odščipnemo ali pa odvzamemo delček tkiva, ampak tudi tukaj, ne, mislim, je možno pač ta določen del omrtviti, tako da ne čuti bolnik. Mogoče so nekoliko, bi rekla, neprijetne preiskave, endoskopske preiskave prebavil, ne, kot je recimo gastroskopija ali pa preiskava debelega črevesja, ampak vendarle niso, mislim, gledamo tudi tako, da bi pač bile te preiskave čim bolj prijazne do bolnika, pa da bi od tega imeli pa čim več, bi rekla, koristi in učinka. In koliko časa ponavadi po vaši oceni poteče od prvih znakov oziroma simptomov pa do končne postavitve diagnoze? To je zelo različno, ne, zavisi tudi od tega, od družinskih zdravnikov, kako hitro recimo zaznajo, da so nekatere stvari nujne, urgentne in da jih je treba dejansko takoj poslati k revmatologu. Če je recimo taka bolezen, kot sem jih opisovala, ne, da so vse te, bi rekla, alarmantni znaki, potem je zelo pogosto oziroma praktično vedno tudi družinski zdravnik posumi, da gre za neko bolezen, za katero je nujen pregled pri revmatologu. V tem primeru je lahko diagnostika izredno hitra. In je potem seveda izredno hitro tudi zdravljenje. Se pa dogaja, na primer, da nekatere težave s strani hrbtenice, kot je recimo bolečina v križu, da nekateri družinski zdravniki pošiljajo takega bolnika, pa kljub temu, da ima te značilne znake, ki jih mi imenujemo vnetna bolečina v križu, da pošlje takega bolnika k ortopedu. Tam že čaka, potem čaka, da pride na pregled do ortopeda in potem, da se le posumi, da gre morda za vnetno spremembo na hrbtenici. Tako da včasih dejansko res traja kar nekaj let, da se pride do take diagnoze, ne. Ker recimo včasih pri mladih moških mislim, je nekako razlaga v tem smislu, ne, ja, morda ste kaj težkega dvignili, morda ste naredili kakšen nepravilen gib ali pa morda ste pri športu se kaj poškodovali, pa vas zato križ boli, ne, ampak recimo, če je ta težava dolgotrajna, pa če je to mlad moški, pa če reče, da ga zbuja po noči, pa da mu dobro dene telovadbo, potem je takoj mora človek pomisliti na to, da gre za vnetno bolečino, ne, in ga napotiti. Ker tudi pri teh boleznih je izjemno pomembna zgodnja diagnoza in zgodnje zdravljenje, da se prepreči, ne, recimo upognjenje hrbtenice in tako naprej. Tako da je res izjemno oziroma zelo, zelo različno, pa vendarle se mi zdi, no, da za določene tiste bolezni, ki so, in tudi revmatologi pravijo, moji kolegi, da je vedno več tistih bolnikov, ki so napoteni pod nujno, da so res upravičeno napoteni pod nujno. Da upravičeno sumijo, ne, družinski zdravniki, da je dejansko pač posredi neka vnetna revmatska bolezen ali pa morda sistemska. Tako da je
se na tem področju veliko izboljšalo in spremenilo na boljše. Ja. In po postavljeni diagnozi določenega revmatičnega obolenja seveda sledi načrt zdravljenja. Kako zdravite posamezno revmatično obolenje? V prvi vrsti je pomembno omiliti bolečino najprej, a ne? Točno to. V prvi vrsti dejansko res skušamo omiliti bolečino in spet je tukaj tisto, kar sem že prej povedala, recimo pri neki artrozi, se pravi pri obrabi sklepa, je lahko že, mislim, da se pač bolniku pove, da mora živeti bolj zdravo, recimo skušati zmanjšati težo za nekaj kilogramov, bolj gibati, skratka, potem se izogibati recimo takim stvarem, za katere opaža, da mu poslabšajo težave, in pa seveda lajšanje bolečine, bodi si za zdravili, ponavadi so to bolj protibolečinska zdravila, ni takoj nujno dati antirevmatike, potem so recimo tudi kakšni lokalni ukrepi, kot je, hlajenje sklepa ali pa kakšno protibolečinsko obsevanje. Skratka, pri teh zadevah je lahko to zdravljenje zelo enostavno. Če pa gre za vnetno revmatsko bolezen, kot je recimo revmatoidni artritis, potem seveda lajšamo bolečine, damo nesteroidni antirevmatik, potem pa naredimo dejansko načrt in začnemo takoj intenzivno zdraviti že z tako imenovanimi imunomodulirajočimi zdravili. Če je zelo visoka aktivnost dokazana, to se pravi, da je veliko sklepov prizadetih, ki so hudo boleči, otekli, recimo, če so vnetno spremenjeni tudi laboratorijski testi, v tem primeru se poslužujemo tudi zdravil, ki se imenujejo glukokortikoidi. To so hormonska zdravila, ki imajo zelo močno protivnetno delovanje in ker protivnetno delujejo, potem tudi zmanjšujejo bolečino. Sej antirevmatiki tudi delujejo protivnetno in protibolečinsko, ampak vendarle ne tako močno kot tovrstna zdravila. Potem pa, kot rečeno, začnemo pa z tako imenovanimi imunomodulirajočimi zdravili, ki zavirajo prekomerno aktiven imunski sistem in ponavadi, tukaj imamo pa na voljo različna zdravila. Najbolj uporabljeno zdravilo je metotreksat, ki se ga daje bodisi v tabletah enkrat tedensko ali pa se ga daje v obliki injekcij. In pa še nekaj je pomembno, kar smo ugotovili, tekom let, da smo občasih prvič začeli prepozno zdraviti in premajhne odmerke smo dajali zdravil. Tako da danes so ti odmerki bistveno višji, kot so bili včasih. Včasih se kombinirajo tudi različna ta imunomodulirajoča zdravila. Skratka, in potem seveda to spremljamo, kako se izboljšujejo sklepi, kako se izboljšujejo laboratorijski testi ali pa recimo ultrazvočna preiskava oziroma te spremembe. In zdravimo dokler, to mi rečemo, da zdravimo do cilja. Cilj je pa popolna umiritev bolezni. In to pomeni nič bolečih sklepov, nič oteklih sklepov, potem laboratorijski testi, ki morajo biti tudi, normalni, in pa potem tudi seveda je pomembno tisto, kar nam bolnik pove, da je bistveno, da bolečini, da je bistveno bolj telesno dejaven lahko, da ima boljšo kondicijo in tako naprej, da se je lahko vrnil v službo, recimo, če je bil že nekaj časa v bolniškem staležu. Skratka, to so cilji in pri tem seveda zdaj pa še, če pa se zgodi recimo, da ta zdravila, ki jih dajemo kot prva zdravila, ki pač umirajo ta imunski sistem, ne učinkujejo, ne čakamo zelo dolgo, ampak čakamo recimo približno 3 mesece, če ni učinka, potem pa dajemo pa biološka zdravila. To je predvsem pri teh vnetnih revmatskih boleznih oziroma pri revmatoidnem artritisu, recimo, pa tudi pri nekaterih drugih. Potem dajemo pa biološka zdravila, namreč biološka zdravila so pa taka, ker pri revmatskem vnetju se v večji meri izločajo oziroma tvorijo neke beljakovine, ki jih imenujemo citokini. In ti citokini so pa tako imenovani messengerji oziroma kurirji med celicami, ki te imunske celice obveščajo in sprožajo in perpetuirajo oziroma vzdržujejo vnetje. In
Biološka zdravila so pa anticitokinska zdravila in sicer proti različnim citokinom, zaradi tega, ker tukaj je vpletenih veliko citokinov in to se pravi, da delujejo direktno naproti tej tako imenovani, vnetni beljakovini ali pa kakorkoli že. Tako da je dejansko res potem tisti proces ustavljen tam v samem bistvu, bi rekla, ne. In zelo dostikrat se potem dogaja, recimo, če druga zdravila ne primejo, pa prime potem biološko zdravilo. Biološka zdravila pa, ker so pa tudi beljakovinska, so pa v injekcijah, zaenkrat še nimamo v tabletah, zaradi tega, ker če bi bilo v tabletah, potem bi jo naš prebavni trakt, bi jo onesposobil, ne, in ne bi bilo učinkovito. Ampak so različna, ne? Nekatera zdravila se dajo enkrat tedensko, nekatera enkrat mesečno ali pa na različne razmake. Skratka, tako da s temi zdravili je pa res, izjemen napredek pri zdravljenju. Tako da te bolezni umirimo, potem preprečimo posledice, ni več deformacij, ni več invalidnosti. Skratka, tako da je res. In te zdravila uporabljamo tudi pri vnetju na hrbtenici, potem pri sklepnem vnetju, recimo pri luskavici in še nekaterih drugih, potem tudi pri nekaterih sistemskih vezivno-tkivnih boleznih. Kar je recimo v zadnjih 10 letih je to izjemen napredek na področju revmatologije. Pa lahko pacienti z določenim revmatičnim obolenjem tudi omilijo potek svoje bolezni s kakšnimi drugimi stvarmi, recimo iglice borove, pa razne kopeli lubja, veliko teh nekih alternativnih metod. Prav gotovo, recimo se vsak išče pač neke dodatne, bi rekla, ugodnosti, olajšanja, tako da je to, to zdravniki ne prepovedujemo, ne. Tudi ne, če si pač želijo nekih alternativnih metod zdravljenja, samo nekaj je, ne. Ponavadi so vse te metode, dobro, ne, te razne kopeli, pa čajčki in tako naprej, to si lahko pač privoščijo, ampak kakšni drugi postopki in ukrepi so seveda plačljivi, ne, in so včasih, te zdravilci, ki jih ponujajo in ki jih reklamirajo, včasih tudi preveč obljubljajo, ne, in malo zavajajo te bolnike. Najbolj pomembno je pa to, da se morajo ti bolniki zavedati, da ne smejo opustiti tega, klasičnega zdravljenja, ki je dokazano učinkovito, ker se včasih dogaja, ne, da kakšen reče, opustite vsa zdravila, pa vam bom jaz pomagal, ne, pa to je, lahko res katastrofa, ne. Tako da je to, če si pač, nekdo, kot rečeno, ne moramo nikomur preprečiti, ne, da si pač pomaga še kako na kakšne druge načine, vendar se mora, kot rečeno, zavedati, da je to lahko samo neko dodatno olajšanje, samo neka dodatna pomoč pri bolezni, ki jo sicer zdravimo pa na popolnoma drugačne načine. Kaj pa akupresura? V kolikšni meri ta pomaga? Akupresura, da bi imela kakšne recimo take podatke, ali to dejansko res pomaga ali ne, to jih nimam. Verjetno najbrž škodi ne. Spet ob predpostavki, da se pač ostalo zdravljenje nadaljuje, enako velja recimo tudi za akupunkturo. Ali pa gotovo tudi recimo lahko zelo dobro vpliva neka masaža, recimo, ne. Ali pa, namakanje v topli vodi in tako naprej. Gotovo, ampak da bi recimo se tudi za te postopke, veste, nimamo nekih študij, ki bi bile preverljive, ki bi bile izvedene na prave načine in tako naprej. Tako da to je zelo težko reči, ne, in to je zelo individualno. Nekateri pravijo, da jim, akupunktura nič ne pomaga, drugi spet pravijo, da jim zelo pomaga ob vsem drugem zdravljenju. Tako da to je zelo težko reči. In je, da bi pa samo te postopke recimo pa pomagali, ne, kot nekateri razglašajo in reklamirajo, to je pa, lahko zelo zavajajoče in zelo nevarno. Pa obstaja morda kakšna oblika alternativne medicine oziroma pomoči, ki bi pa resnično lahko škodovala revmatiku? Zdaj, da bi to bilo, moram reči, da nekako mi ne pride na misel, razen to seveda, da je
recimo nevarnost v tem, ne, da bolnik misli, da mu bo pa ta druga metoda pomagala, pa da opusti pač prejšnje zdravljenje. Ne. To pa je potem velika nevarnost. Ne. Drugače pa, da bi neka druga taka metoda, ob vsem tem, da se bolnik, mislim, drži bi rekla, utečene ali pa uveljavljene terapije, se mi zdi, da najbrž ne, razen mogoče za njegov žep, je škodljiva. Kaj pa prehrana? V kolikšni meri je pomembna prehrana? Ali morajo revmatiki imeti kakšno posebno dieto? Pravzaprav ne. Kar velja recimo na splošno za zdravo prehrano, velja tudi za revmatike. Ne. Včasih smo rekli, recimo, da bi tudi, pri putiki, da bi morala biti neka dieta, pa je vendarle predvsem pri putiki recimo pomembno to, da uživajo čim manj drobovine, ker v drobovini je recimo veliko snovi, ki se pretvarja potem v telesu v sečno kislino. Ali pa recimo je prepovedana pri putiki prepovedano pitje piva recimo oziroma alkohola. Skratka, da bi pa bila neka posebna dieta, tega ni. Je pa seveda, jaz mi rekla, da so pri revmatikih oziroma predvsem pri tistih, ki imajo artrozo, recimo, da obstoja dieta, da se pač zmanjša telesno težo, ne, shujševalna dieta. Medtem ko nasplošno pa ne. Zelo pomembno je, ne, da je uravnotežena prehrana, mislim, za dovolj beljakovin, dovolj zelenjave, sadja, vitaminov in tako naprej. Tako da je to pomembno, ni pa. In pa seveda, da so, recimo, da je prehrana redna, ne, da ni nekih, bi rekla, namreč tudi zaradi tega, ne, ker pač bolniki jemljejo zdravila in je potem, če ne jejo, naprimer, oziroma če so te pavze med posameznimi obroki predolge, potem lahko se čuti to, mislim, na zgornjih prebavilih in so lahko težave zaradi tega. Ne. Ni pa neke posebne diete. Pozitivni učinki telesne vadbe so tako ali tako že splošno znani. Torej, pospeši se cirkulacija, sproščajo se hormoni, ki nas delajo še bolj srečne. Kaj pa pri revmatikih? Ali je pomembno, da si izberejo kakšno posebno vrsto telovadbe? Ali so kakšne omejitve morda? Ja, zdaj tako je. Absolutno je tudi pri revmatikih izjemno pomembna telesna aktivnost in telesna vadba, ne. Zdaj, morda je v začetnih teh obdobjih, recimo, ko so zelo vneti sklepi, pa zelo boleči sklepi, je pa treba nekoliko biti previden, mislim, in je, naprimer, se izvajajo vaje bolj to, kar mi rečemo v neobremenjenem položaju, recimo, in takrat tudi svetuje lahko fizioterapevt, kakšne vaje delajo. Medtem ko se pa recimo vnetje umirja, potem so pa možne, bi rekla, tudi vaje, ki z obremenjevanjem sklepa, potem z raztegovanjem mišic, seveda gibljivostjo sklepa, hojo. Skratka, vse to, kar je pomembno, tudi za zdrave, naprimer, ne. Tako da je pa naprimer pri bolezni, ki jo imenujemo ankilozirajoči spondilitis, to je vnetna bolezen hrbtenice, so pa pomembne, bi rekla, posebne vaje, in sicer predvsem za razteznost prsnega koša, potem za gibljivost hrbtenice, potem je recimo tudi seveda hoja, potem plavanje, potem športni, kot je naprimer tek na smučeh, nekatere igre z žogo, ampak ne te, ki so recimo, kjer so stiki telesni in kjer so skoki in tako naprej, ampak bolj nežne. Seveda najbolj je pa primerna pa hoja. Ne, to je pa, mislim, ta pa hoja pa recimo krepi mišice, krepi kosti, izboljšuje prekrvavitev, izboljšuje gibljivost, izboljšuje telesno pripravljenost in tako naprej. Ne. To je tako imenovana aerobna vadba. Seveda potem so pa tudi vadbe za moč, vadbe za gibljivost in tako naprej. Ampak to je ponavadi tudi se bolniki naučijo pri fizioterapevtih, naučijo recimo tisti, ki grejo pa v naravna zdravilišča, se naučijo
naredijo v teh vaj, pa tudi v zdraviliščih, kjer imajo tudi ustrezne strokovnjake za to, oziroma fizioterapevte, ki so seznanjeni s temi vajami in s temi. Kot pa recimo seveda plavanje je tudi koristno, ne. Vse vrste vadbe. Je pa seveda pa tudi zelo pomembno, da je treba preprečevati poškodbe, ne. To pa je tudi pomembno pri teh bolnikih. In kolikokrat na teden svetujete potem takem? No, to je, mislim, recimo za hojo svetujejo, da je vsaj 5krat na teden po pol ure. In pa potem, da je tudi vsakodnevna vadba, recimo vsaj po 20 minut, da se zlasti to velja za te bolnike z vnetno prizadetostjo hrbtenice, pa tudi seveda te bolnike, ki imajo sklepne spremembe oziroma sklepno vnetje. Tako da to je nekje, so priporočila, ne. Vse, kar je, bi rekla, več, je pa še dodatno dobrodošlo, ne. Seveda ne sme biti pa pretiravanja, ne. To pa tudi. Torej je telesna aktivnost vendarle zelo pomembna. Zelo pomembna, nedvomno je. Primarij Mojca Kos-Golja, hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Prej smo omenili, kako zelo pomembna je telesna aktivnost tudi pri revmatikih. Kdaj, kako in kje vse telovadijo naši revmatiki Šaleške doline, pa v naslednjem prispevku. Jaz se z revmo spopadam 51 let. To je tako nepredvidljivo, da si danes fit, čez noč te pa že pobere in te začne vse boleti. Kljub zdravilom, kljub vsemu. Te vaje so pa v bistvu za sprostitev, za boljše počutje in pa za boljšo gibljivost. In pa posledično tudi manj bolečin. Včasih treniram tudi doma, v glavnem stretching, pa to drugače pa hoja, kolesarjenje ali pa bazen. To je najbolj priporočljivo za nas, revmatike. Ja, težave so začele že tam, ko sem bil star 30 let. Najprej bolečine v križu, potem bolečine v desni nogi in so najprej mislili, da imam išias, ampak potem, ko me je začelo še boleti v prsih, ta prsna kost, sem dal vse preglede skozi in so ugotovili, da imam pač revmo, eno obliko revme, ki se reče ankilozantni spondilitis. To je bolezen, ki prizadene predvsem velike sklepe. In poleg tega imam 2krat na leto vnetje oči, ki je tudi posledica te revmatske bolezni. In ko sem se s tem sprijaznil, sem začel pač telovaditi, hoditi v toplice, predvsem pa zelo pomembno plavanje. Tako da poleg vsakodnevne vadbe imamo preko Društva revmatikov Slovenije tudi omogočeno enkrat na teden plavanje v Topolsci in to zelo pomaga, ne. Nikakor pa ne kaki športi, kjer so intenzivni gibi ali pa hitri gibi, kot je tenis, košarka in te stvari. Se pravi, umirjeno bolj telovadba. Pa seveda sprehodi. Mi se srečujemo enkrat tedensko, vaje pa naj izvajajo vsak dan, vsaj pol ure na dan. Vaje, kjer mi delamo, so za ohranjanje gibljivosti sklepov, za vzdrževanje mišične moči in vzdržljivosti in pa dihalne vaje. Dajemo velik poudarek na te dihalne vaje, ker imajo naši revmatiki velike težave z dihanjem. Pacienti oziroma obiskovalci, revmatiki se teh vaj naučijo, ker hodijo vsak teden, 8 mesecev in znajo vaje izvajati potem tudi doma. Možnost nastanka poškodb je majhna, ker vaje delamo počasi, previdno in vsak mora delati v sklopu mej svoje zmogljivosti.
Z menoj v studiu sta nocoj tudi predstavnika revmatikov, ki skrbita za podporo, pomoč in usmeritve ostalim obolelim. Dober večer, v studiu želim predsedniku Društva revmatikov Slovenije, gospodu Andreju Gregorčiču, in podpredsedniku društva, gospodu Francu Špeglu. Dober večer. Dober večer. Društvo revmatikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1983. Katere so primarne aktivnosti društva, gospod Gregorčič? No, društvo je bilo ustanovljeno s tem namenom, da bi se čim večkrat dobivali in doma izvajali prepotrebno telovadbo za revmatike. Namreč večina bolnikov z določeno diagnozo, to je ankilozirajoči spondilitis, je hodila v Terme Čatež, kjer je profesor Franović nas učil, kako moramo živeti s to boleznijo in kaj moramo delati tudi doma, ne samo v zdravilišču. In potem se je začelo to počasi čezdalje bolj povezovati in v končni fazi je prišlo do ustanovitve tega društva, ki se je najprej imenovalo Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije. Tam je sedež društva bil 10 let, pač delali smo vse sami, nismo dobivali nobenih sredstev in potem se je društvo postopno prestavilo v Ljubljano in kasneje je bil predsednik Marjan Hudomal, ki pa je naredil ta preboj, da smo prišli v sklop tega nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ker smo dali poudarek tudi na invalidnosti, ker veliko bolnikov je bilo že invalidov. No in počasi se je začelo društvo širiti in v končni fazi smo spoznali, da moramo narediti tudi za ostale revmatike in tako je prišlo potem tudi do spremembe imena Društvo revmatikov Slovenije in sedaj naše članstvo zajema vse vnetne revmatske bolnike. In koliko podružnic je v Sloveniji? V Sloveniji imamo 13 podružnic, v katerih izvajamo te tedenske vaje pod strokovnim vodstvom. Včasih smo tudi delali sami, zdaj pa imamo dejansko društvo ima v pogodbeno vezano 18 ali 19 fizioterapevtov, oziroma predvsem fizioterapevtk. In izvajamo to telovadbo po vseh podružnicah. Tudi razen v eni imamo tudi organizirano kopanje in telovadbo v vodi, tako da je za to zelo poskrbljeno. In če je en pacient oziroma en naš član dosti aktiven, lahko z to aktivnostjo pri društvu naredi zelo veliko v preprečevanju napredka bolezni, zaviranju bolezni in tako naprej. Opravljate široko paleto dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja revmatikov, pa vendar ni vse tako rožnato, zlasti kadar govorimo o zdravstveni oskrbi revmatikov. Kakšne in katere so težave, s katerimi se soočate in opozarjate državo ter stroko? No, največji problem pri zdravstvu je to, da je premalo zdravnikov, sploh pa revmatologov. In sej, ko enkrat nekdo pride v ta stroj, da ima postavljeno diagnozo, potem revmatologi že skrbijo, da si pod stalno kontrolo, da imaš zdravila na razpolago in tako naprej. Potem je to v Sloveniji, lahko rečem, kar dobro poskrbljeno. Vendar je pa problem prideti v ta aparat noter, ker nekateri iščejo ta prvo tako, drugače, tudi zdravniki, nekateri splošni, zlasti mladega moškega, ki jamra, da ga boli križ, ga prej pošljejo k ortopedu in tako naprej, ne pa k revmatologu, in tam se zgubi veliko časa. Drugače pa moram reči, da tako farmacija kot medicina je naredila velike korake v zadnjih letih in dejansko smo oskrbljeni z kvalitetnim zdravljenjem in tudi vsa sodobna zdravila imamo na razpolago. Z roko v roki sodelujete tudi strokovnjaki, revmatologi in spremljate novosti na področju zdravljenja revmatskih obolenj. Gospod Špegel, kakšne oblike pomoči in informacije lahko dobijo revmatiki pri vas, v vašem društvu? Ja, v našem društvu dejansko lahko dobijo vse informacije,
bom rekel, tudi kar nekaj strokovnih, jasno, da revmatolog bo dal še bolj strokovne zadeve, ampak mi smo bili že na tolikih seminarjih po, če rečem temu, bivši Jugoslaviji, tudi seminarjev po Evropi se udeležujemo, tako da znanja imamo, predvsem tisti, ki smo v upravnem odboru, kar veliko, tako da lahko nudimo. Tudi imamo našo strokovno sodelavko, ki zelo dobro pozna to področje in lahko resnično pomagamo, marsikaj lahko pomagamo. Je pa zraven tudi strokovni svet, ki ga imamo v našem društvu, tako da tudi strokovni svet je tisti, ki lahko da informacije. Tako da informacij je možno, da bolniki dobijo pri nas praktično vse potrebno, kar želijo. Jasno pa, da revmatolog je pa le tisti, ki lahko na koncu potem da piko na i, če temu tako rečem. No in oba se že dolgo leta bojujeta z revmo. Gospod Špegel, kdaj ste vi izvedeli, da imate revmo? Pravzaprav katero vrsto revmatičnega obolenja imate? Jaz imam isto ankilozotni spondilitis. Zbolel sem praktično, oziroma diagnozo so mi postavili pri 27 letih starosti, to se pravi, da imam že kar krepko čez 30 let, 35 let to bolezen. Žal takrat, ko so mi odkrili, so to stvar odkrivali kar 3 mesece in v 3 mesecih me je kar precej zvilo, kajti ko so odkrivali diagnozo, sem imel strogo mirovanje. V zdajšnjem času, ko je pa diagnoza lahko odkrita zelo v kratkem, pa prideš takoj na zdravila, prideš takoj tudi na vaje. Če bi jaz bil takrat, ko sem to imel, ne strogo mirovanje, ampak telovadbo, bi danes bil ravn in bi bil neopazen, sploh da sem revmatik. Ampak žal je bilo to včasih tako, zdaj je to bistveno drugače. Ampak v življenju se pač tudi sprejmeš zadevo, če sploh revmatiki smo praktično zelo pozitivni in smo vsi na nek način sprejeli to našo obolenje, ali kakorkoli temu rečem. In naj povem, da jaz živim ravno tako kvalitetno, kot bi živel, če ne bi tega imel. Počnem pač jasno druge stvari, kot bi pa počnel, če bi revme ne imel. Ampak jaz pravim, za revmo se da zelo kvalitetno živeti. Sam lahko celo rečem, da mi je revma omogočila, da sem lahko študiral naprej, doštudiral še potem kakšno zadevo, da sem službo dobil bistveno boljšo, ko bi jo po vsej verjetnosti imel, če bi bil zdrav. Tako da lahko rečem, da meni je revma kvečjemu nekaj dala. Gospod Gregorčič, kakšno vrsto revmatičnega obolenja pa imate vi? Enako kot gospod Špegel, tudi jaz imam ankilozirajoči spondilitis. Sam jaz sem zbolel bistveno prej, pri dobrih 12 letih. In to je bilo daljnega 59. leta v prejšnjem stoletju in takrat nisem poslušal drugega kot miruj, počivaj, pa spet miruj, vse je bilo treba nehati, plavanje, smučanje, kolesarjenje, vse se je ustavilo. Nisem smel telovaditi v šoli, tudi šole sem veliko izgubil zaradi ležanja v bolnišnici. Skratka, pač tak sistem zdravljenja je bil takrat. Današnji sistem je bistveno drugačen, več ni vse prepovedano, ampak nasprotno nas zdaj spodbujajo, gibajte, telovadite, bodite aktivni in tako naprej, tako da ja, je pristop čist drug. Poleg tega so na voljo tudi sodobna zdravila, tako da tudi bolečin ni toliko, kot jih je bilo prej, ker 50 let sem živel z vsakodnevnimi bolečinami, danes jih pa skoraj ne poznam. Tako da, ja, življenje je, če si vzameš to revmo kot sopotnico, in da ji malo ušesa naviješ, pa jo ne pestiš preveč debrca, je pol kar v redu, gre. Sam moraš pa tu sprejeti, pa malo si življenje prilagoditi. Veš, da ne boš šel teči maratona, ampak hoja je pa prav primerna, in tako naprej. Da se živeti, treba se pa izobraziti. In ravno na tem področju društvo naredi zelo veliko, ker imamo prav posebne te vikend seminarje, ki ljudje pridejo iz vseh koncev Slovenije skupaj, si izmenjujejo mnenja, predvsem pa imamo strokovna predavanja,
kjer lahko zdravnika tudi povprašaš in ima tudi zdravnik čas, da ti pove, razloži. In to izobraževanje je zelo pomembno, ker potem je tudi boljše sodelovanje z zdravnikom pri zdravljenju, bolj si prilagodiš življenje. Skratka, društvo naredi kar veliko dobrega za nas revmatike. Omenili ste tudi prilagajanje življenja kot takšnega z revmo. S seboj sta prinesla tudi nekaj pripomočkov. Nam jih lahko malo predstavite? No, tale roka je bolj za, bi rekel, pokazati zdravim ljudem, kaj revmatik, kadar ga zelo boli, ne more z roko. Namreč, če daš roko tle noter, je tako, ko bi jo imel v enem oklepu in potem so gibi zelo okarjeni, ne. To boste lahko potem probali, boste videli, kako to izgleda, ne, če ti z roko ne moreš nekaj in žogco pobrati stal s to rokavico ali pa takole, ne, je to bistveno drugače. Je pa res, da zlasti starejši revmatiki, ker niso bili pravilno zdravljeni, pa recimo takrat ni bilo poznano take zdravila, so zelo okoreli in dosti sklepov imajo trdih, takrat pa treba pripomočke. Naprimer, tak leglovnik s podaljšanjem, ne, je bistveno lažji doseči, kot pa če greš sam z roko. In takih pripomočkov še več, so posebni noži oblikovani. Društvo ima tudi eno garsonjero v Ljubljani, ki je prav prilagojena za invalide in tam naredimo razne seminarje noter za manjše skupinice ljudi, ne, da si lahko te stvari pogledajo, pride fizioterapeutka, pride delovna terapeutka in te stvari razloži vse, da lahko tudi v domačem okolju si življenje prilagodijo. Jaz osebno, ker sem že v letih, ne, si gradil hišo, sem dal ugraditi vsa vrata širine 90, da če bom kdaj na vozičku, da bom lahko komot šel skozi vrata. Tudi kopalnico sem si večjo naredil in tako naprej. Zato, ker sem bil že podučen. Nekdo, ki tega ne ve, ne, pač je pol pa problem, ker zboliš in nimaš možnosti, oziroma je bistveno dražja obnova in predelava, kot pa če je to že narejeno z zavestjo, da gledaš naprej, ne. Oba sta se že nekako sprijaznila tekom let s tem, da imata revmo in s tem tudi kakovostno živita. Živita na svoj način, prav tako enako, kot ste rekli, gospod Špegelj, kot nekdo, ki nima revme. Kako so se pa s težavami, ki jih prinaša revma, soočali vaši domači, družina, okolica? No, to moram reči pa, da kolikor poznam bolnikov, so domači, vsi se kar kmalu spoprijaznili s to zadevo, tudi živijo za tem, tudi nekaterim vemo, da je treba pomagati. Marsikdo od naših bolnikov si ne more nogavice dati sam gor, mu je treba pomagati, pa še kakšno drugo opravilo je takšno, ki je potrebna pomoč. Okolica, bom pa rekel takole, kar malo so te pogledovali, ko si bil malo zaukrivljen. Prej bom rekel, da sem imel težavo z okolico, kot pa z tem. Ampak jaz sem vsakmu rekel, vsak človek, ali pa skoraj vsak ima kakšno bolezen. Ampak so bolezni, ki so lahko zelo usodne, zaradi revme še pa umrl ni nobeden. No in ob svetovnem dnevu revmatikov, ki ga obeležujemo 12. oktobra, ste pripravili tudi fotografsko razstavo z naslovom Imam revmo, a revma nima mene. Kakšno sporočilo ste želeli poslati Sloveniji? Želeli smo pokazati, namreč razstava je v dveh tehnikah. Je črno-bela slika in barvna slika. Črno-bela slika predstavlja, komu se mora revmatik odreči, posameznik. In barvna fotografija prikazuje, da kljub revmi smo sposobni pa še določene stvari narediti, ne? Da smo še zmeraj primerni, da ne sedimo sam doma in nekaj jamramo, ampak da smo še zmeraj aktivni kljub letom revme in kljub letom življenja, ne. In če povzamem, je torej zelo pomembno, da se kljub bolezni trudimo živeti kakovostno in polno življenje. Je tako? Vsekakor. In če imaš podporo v družini, potem je to toliko lažje. Dodati sem želel samo to, da predvsem pa telovadba. Telovaditi, dnevno telovaditi, hoditi na telovadbe tedenske, ki jih imajo podružnice,
To so vse brezplačne telovadbe za naše člane, hoditi v bazene. Dobro, vse posod po Sloveniji nimajo teh možnosti, pri nas imamo te možnosti, so 2 zdravilišča v bližini z primerno toplo vodo, tako da telovadba, jaz pravim, vsak največ naredi sam za sam sebe, več kot pa zdravniki, revmatologi ali kdokoli. Pač mi smo se temu prilagodili, tega navadili in mi vemo, da brez telovadbe dejansko ni kvalitetnega življenja revmatika. No, na naših seminarjih smo dokazali, ker nekateri pravijo, nimam prostora za telovadbo, ne. Fizioterapevtka, katero velikokrat povabimo na te naše seminarje, da vodi telovadbo, in z nami je dokazala, da potrebuješ samo en stol, navaden stol, in lahko na tem stolu narediš toliko vaj, da čisto zadostuje za potrebe revmatika. Seveda, če si pa ti tukaj, recimo v kondiciji, da lahko greš še na pohod, da tu vse nekateri še smučajo. Ravno včeraj smo govorili, ker smo imeli zaključek seminarja v Dolenjskih Toplicah, od ene udeleženke, oče je star že preko 60 let, revmatik je, in kljub temu on še zmeraj teče vsak dan, hodi na male maratone in tako naprej, ne. Tako da ni za obupati. Torej, sporočilo, ki se ga danes dala, je kar močno. Pa vidva oba pridno telovadita, gospoda Špegla smo že videli, kaj pa vi, gospod Gregorčič? Ja, jaz redno obiskujem te naše telovadbe, jaz sem namreč iz Dolenjske, ne, in imamo tudi v Novem mestu organizirano telovadbo, če sem le doma. Seveda včasih me pot zanese, ker moram je tu v Ljubljano, tu obveznosti zaradi društva, ne, in če prepozno pridem, drugače pa jaz ponavadi začnem že na posli z dihalnim vajam, ne. Tudi doma telovadim, se gibljem, zadnjih 18 let živim na deželi in tam imam za gibanje bistveno več prostora kot prej, ker sem stanoval v bloku v Novem mestu, tako da ja, telovadba je pomembna. Morda še jaz svoj delovnik jutranji, če rečem, vstajamo 6:30, od 7 do 7:30 ure je telovadba, potem je 15 minut kolesa, potem se zatrkujeva ženo, oba sva namreč že upokojena, potem s kužkom 1-urni sprehod, to je vsak dan, bi lahko rekel, ali pa, da bom bolj točen, rečemo vsaj 6-krat tedensko, sicer pa toliko, da boste videli, da revmatike nismo kar tako. Jaz midva za ženo še vedno narediva vsako leto 10-2 tisočakov. Zelo pohvalno. Ja. Spoštovana gosta, hvala, ker ste nocoj delila vajino lastno zgodbo z nami. Hvala vam za povabilo. Drage gledalke in spoštovani gledalci, hvala, ker ste nas nocoj spremljali. Ne pozabite, imejte radi svoje telo in skrbite za zdravje. Lahko noč.